Pozdravljeni! Na vrsti je že prispevek pred kvalifikacijami, kjer si bomo kot običajno pogledali vse tisto, kar nam je zanimivega prikazal prvi in predvsem drugi prosti trening. Tudi tokrat bo prispevek razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tehnične zanimivosti ter novosti, v drugem bomo pa skupaj skušali razumeti razmerje sil pred prihajajočimi kvalifikacijami. In najprej je treba tu opomniti, da prav na veliki nagradi Singapurja stopa v veljavo tehnična direktiva 018/2023. Dokument, o katerem smo že govorili v predhodnem prispevku, in v kolikor vas zanima, zakaj gre, imate bližnjico tam zgoraj. A tu je treba poudariti kar nekaj zanimivosti. Prvo pri ekipi Alpine, kjer so na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju pustili opomnike za mehanike, iz katerih delov morajo sestaviti tiste prednje aerodinamične stabilizatorje za tehnični pregled. In vidimo lahko tudi pri skuderiji Ferrari, da so deli, ki držijo pomožne aerodinamične profile, bistveno bolj ojačani kot oni, ki smo jih bili vajeni do sedaj. In seveda proga v Singapurju zahteva drugačno aerodinamično podobo kot ona v Monzi. In tu vidimo na primeru zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja pri skuderiji Ferrari, kakšna razlika je. V Monzi so bili profili skorajda ravni in tu so oni, ki dovoljujejo najvišji možni aerodinamični oprijem. Glavni profil je na primer konkaven in tudi kot je višji. A če smo govorili o razliki med aerodinamično podobo Red Bulla in Ferrarija v Monzi, vidimo nekaj podobnega tudi tu v Singapurju, kjer so pri Red Bullu izbrali, vsaj na oko, še bistveno bolj agresivno rešitev. In seveda, to so zaenkrat le zanimivosti. Poglejmo si skupaj novosti, ki so jih ekipe pripravile za veliko nagrado Singapurja. Pri tovarniški ekipi Mercedes lahko vidimo po dokumentih, da so pripravili novo prednjo košarno zavoro z malce drugačno oblikovalno hladilno režo. Nič kaj takega. In tudi pri skuderiji Ferrari imamo prednji pomožni profil, ki je rahlo drugačne oblike. Nekaj podobnega pri ekipi Williams. Pri Aston Martinu so malenkostno spremenili zadek. A dve največji novosti sta tisti, ki jih bomo videli najprej pri Alfa Tauriju in nato pri McLarenu. Pri Alfa Tauriju po dokumentaciji vidimo kar popolnoma spremenjen bolid, kjer bi vašo pozornost rad usmeril na bočne strukture. Te so, podobno kot v stilu Red Bulla RB19, začele padati navzdol in niso več tako premočrtne, kot smo jih bili vajeni do sedaj. A v stilu Aston Martina AMR 23 vidimo na zgornjem delu tako imenovan tobogan. Pri McLarenu so tu v Singapurju samo na bolidu Landa Norrisa predstavili tretji in predvidoma zadnji aerodinamični paket. Tudi tu ogromno podrobnosti, ampak najbolje se je koncentrirati zopet na bočne strukture, kjer vidimo poleg spremenjene barvne sheme, da pravzaprav so naredili izjemno korenit skok naprej. Res, oblika že prej citiranim toboganom, ki nam je znana z Aston Martina AMR 23, je tu dobila neko ekstremno rešitev, ki pravzaprav že spominja na tisto, kar smo videli pri Ferrariju na začetku sezone pri SF-23. Ta izdolbena površina se je tako razširila, da pravzaprav zajema skoraj celotno širino bočne strukture.
In to bo zanimivo videti v primerjavi, kdo bo hitrejši, ali Piastri ali Norris. Pri McLarenu so sedaj z vsemi tehničnimi posodobitvami naredili kar nekaj korakov naprej. In kot poslastica, tu vidimo iz prvega prostega treninga, kako se je obnašala kontrastna barva na že prej omenjeni bočni strukturi. Vidimo lahko, da potek zračnega toka je izjemno kompleksen ter zapleten. Seveda, pred začetkom samega dirkaškega vikenda smo lahko izvedeli novico, da pri Alfa Romeo F1 Team so podaljšali pogodbo z Zhujem Guanjujem, ki bo še tretjo sezono v tej ekipi. Zanimivo, da Teo Pourchaire ni dobil priložnosti, kar je verjetno vezano na njegovo slabo formo v sredini sezone Formule 2. A verjetno pri tej švicarski ekipi dobro vedo, kakšne rezultate pričakujejo in kakšni so podatki v ozadju, zato so se odločili, verjamem, da prav. A moramo se tu zavedati še nekega dejstva. V Singapurju gre za nočno dirko. Zato podatki prvega prostega treninga sami po sebi niso tako mirodajni kot podatki drugega prostega treninga, ki običajno kažejo tisto pravo smer, tokrat še toliko bolj. A na prvi pogled bi lahko marsikdo dejal, da praktično med prvim in drugim prostim treningom ni bilo ne vem kakšnih razlik. Ferrari na prvem in drugem mestu v obeh priložnostih. A na prvem prostem treningu so bili časi višji za sekundo in zaokroženo 2 desetinki, kar je, bodimo iskreni, precej. In če se spomnite okrog velike nagrade Nizozemske, sem dejal, da Ferrari bo konkurenčen najprej na veliki nagradi Italije in nato predvsem na veliki nagradi Singapurja. To sta začela kazati tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši na prvem in drugem prostem treningu. Kar je meni osebno bilo zanimivo, je naslednje. Po veliki nagradi Italije nismo videli več bistvene razlike med enim in drugim voznikom. Namreč vsaj na tisti hiter krog je bil običajno Charles Leclerc hitrejši od Sainza za približno 2 desetinki in pol, morda celo več. Sedaj pa zgodba rahlo drugačna. A bistveno bo tisto, kar bosta oba voznika skuderije Ferrari pokazala na kvalifikacijah. Tam lahko pričakujemo, da bodo tudi pri Mercedesu rahlo višje. Menim, da tudi McLaren bo pokazal, koliko so vredne nove posodobitve in ne smemo pozabiti na Fernanda Alonsa in AMR 23. Verjetno je marsikdo pričakoval Red Bulla bistveno više od tistega, kar smo videli na drugem prostem treningu. Tudi tu oba voznika dokaj skupaj. A sam menim, da pri Red Bullu so se malček skrivali, kot da bi imeli približno 25 kg goriva več kot ostali. Morda se motim, ampak ob spremljanju samega bolida na progi se mi je zdelo, da je imel le-ta težji rezervoar od ostalih. Seveda 25 kg goriva bi z lahkoto razložilo to razliko, ki smo jo videli med Ferrarijem in Red Bullom. A zopet je treba poudariti, da tu v Singapurju je potrebno imeti ravnotežje samega oprijema pomaknjeno proti zadnji osi, nekaj, kar Red Bull RB19 nima. In zopet smo prišli do tiste točke, ki je morda malce preuranjena, ampak menim, da zanimiva. Velika nagrada Singapurja bo lepa priložnost za vse, ki izzivajo Red Bull. Prav tu bodo imeli, lahko bi dejali, idealne pogoje, da bodo končno premagali Pereza ali Verstappena. Seveda smo v prispevku pred kvalifikacijami, kjer je še prezgodaj za kakršenkoli zaključek, a že v zadnjem briefingu bomo lahko vedeli malce več. Za danes, kot ste razumeli, je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.